Kdo so? Koga ljubijo? Komu verjamejo? Spregovorili so samo za vas. Iskreno, z Majo Oderlap. Dober večer želim, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Nocoj je k nam v goste prišla ena najbolj prepoznavnih slovenskih igralk. Zelo sem vesela, da bo delila del svojega življenja z nami vsemi. Prav gotovo ni Slovenca, ki si ne bi ogledal kakšne predstave, kjer je igrala glavno, morda stransko vlogo, ali pa kakšnega filma, kjer je zablestela, sploh kot recimo Presečnikova Meta v Cvetju v jeseni. Dober večer želim, Milena Zupančič. Dober večer. Slovenka leta je danes oziroma nocoj v moji družbi. Zelo sem počaščena, da ste prišli k nam. Povejte nam, Milena, kako se spomnite svoje rane mladosti, svojih tistih norčavih popotovanj po Jesenicah? Niso bile Jesenice takrat še. Aktualne? Ne. Te so postale šele kasneje z gimnazijo. Prej je bilo pa to kar lepo, ena manjša vas. Najlepše, mislim, zelo lepih spominov, to so bili popolnoma drugi časi. Bohinjska Bela? Bohinjska Bela. Popolnoma drugi časi, kot so danes, in da se recimo mladina težko predstavlja, oziroma otroci, kako je to bilo, ampak bilo je na nek način kar precej bogatejše življenje, namreč bogatejše v tem smislu, da smo bili vedno, vsi smo se družili. Druženje je bilo ogromno. Na vasi vsi otroci smo bili skupaj, vsi smo si skupaj izmišljevali igre, kar vseh vrst, ker to je zelo pomembno, da nam je fantazija lahko delala 100 na uro, kakor bi rekli. Danes imajo preveč stvari serviranih, nimajo pravzaprav prostora in časa za razvijanje svoje fantazije. Recimo te telefoni takšni in drugačni in te druge naprave, seveda so zelo potrebne, čas gre naprej, marsikaj je zelo pomembno, ker zvejo, ampak šlo je malo čez, Otroci več ne poznajo druga kot pritisnjene, pa vse dobi na pladnju. Nič ni treba razmišljati, pa biti radoveden, kje bi to izvedel, kako bi izvedel. Vse je pri roki. Kar se tega tiče, smo mi imeli, jaz mislim, lepše. Nismo bogato živeli, seveda ne. Ampak, kar se pa tiče tega ustvarjalnega, bom rekla, otroštva, je bilo pa polno veselja, radosti. Je bilo lepo, absolutno, ki ste rekli Jesenice, Jesenice so bile šele pravzaprav tretja, skoraj bi rekla četrta postaja mojega šolanja. Ker prve 4 razrede smo imeli v vasi, tudi to je bilo seveda čisto drugače, predvsem je bilo nekaj seveda zelo dobro, da so bili učitelji, so bili vendarle avtoritete, ker smo se jih pa malo tudi bali, tudi če smo jih radi imeli. Danes ni tega več, mislim, da večinoma učitelji niso več tista avtoriteta oziroma jim ne dajo možnosti, da bi bili. Kje je prišlo komu na misel, da če je kdo kaj ušpičil v šoli, da bi hitro starši prileteli pa se skregali pravzaprav, da njihov otrok je pa jajen, pa dober, pa perfekten. Tega ni bilo, ni obstajalo. In mi smo imeli še tako, da smo bili, ker je bila to manjša vasa, ni bilo veliko otrok, 2 razreda, ampak je bilo združeno. V enem razredu smo bili 1. pa 3. razred skupaj, v drugem pa 2. pa 4. Istočasno kombinirani pouk. In tudi ko je bilo, če je kdaj kdo, recimo, da imel kakšnega mlajšega brata, sestro, pa niso ga imeli kam dati, si ga lahko kar s sabo pripeljal, pa še je tam mogel tam sedeti, ampak z veseljem.
No, to recimo, kaj s tem. Smo zmrzovali tudi včasih, ne, ker smo imeli obutev včasih tudi premočeno, ne, če je bil sneg, pa to ni bilo copat, da bi se preobuvali. Peč je bila ta na drva, ne, ki si najprej fajn kadil, in predtem smo seveda otroci morali tudi drva nanositi, ne, vse urediti. No, da o malcah ne govorim, na pamet smo padli, da bi bila potrebna kakšna malca v šoli. Od doma smo prinesli kos kruha, kakšen jabolk, pa tako. Ampak tudi kasneje, ne, še v gimnaziji ni bilo nobenega debate o tem, da bo kakšna malca ali kakšna prehrana v šoli. Ko je bila pauza, smo šli ven, je bilo tam zraven mlečna restauracija, vsak se kaj vzel. Bili smo pa pol, ne, ker smo bili recimo že punce zadnji letnik, smo pa tudi šli v mlečno restauracijo, ampak smo raje probali, pa smo kakšnega prižgali, tako da to je vsega že kaj, to je bilo tako na skrivaj, ne. Tisto pravo kajenje se je pa v Ljubljani začelo. Aha, tam je bila pa tista. Tam je pa tisto, ko se reče, sem postal kadilec. Ko vas takole poslušam, z dvema besedama bi opisala ta vaš zgodnji čas kot skromen, a veliko bolj svoboden. Svoboden pa absolutno. No, svoboden v tem smislu, da smo bili, nekako smo vendarle bili lahko bolj svoja osebnost, ne. Saj so nas tudi, seveda so nas za kakšne stvari kar lepo kregali. Jaz se spomnim, kaj pa vem, mogoče sem imela enih 10 let, 9 let, in ena moja prijateljica, tam zraven soseda, je bila kakšno leto starejša od mene, in takrat smo živeli še pri stari mami, to je bila kmetija, velika hiša in tako, in odzunaj je bil krasen, ogromen kostanj, divji kostanj, tako prelep, še zmeraj ga imam čist tlele noter, pa tlele tudi. Ko so ga enkrat požagali, mi je bilo grozno. No, in pod tistim kostanjem, seveda takrat so kadili odrasli, ampak to so odzunaj so pač čik vrgli, pa pohodili, ne, po dvorišču, pa tam naokrog. In so s to mojo prijateljico enkrat, to je bilo tako, ne, to je bilo vse v sklopu naših raznih raziskovanj, bom rekla, in sva tiste čike pobirale in sva jih probale. In moja stara mama to vidi, pa ni, da me tepla ali pa ne vem kaj, ampak je rekla, no, v redu, zgleda, da si že sita, pa danes ne bo večerje. In je ni bilo, ne. Kakšna kazen, tako rekoč? Ja, kazen, ampak nič groba, pravzaprav, mislim, groba, ne fizično, ne z besedami, ni vpila na mene, ampak mirno, no, če je pa to že bilo, pa najbrž nič ni treba večerjati. In je ni bilo večerje. Danes smo starši verjetno nekoliko drugačni kot... Seveda smo, ne, verjetno smo. Ne, ker je cel svet drugačen, ne, vse se je tako zelo spremenilo in obrnilo, da to so pravzaprav samo, bi človek rekel, nekako za zdajšnje otroke, neke pripovedke, ampak so resnične, niso bile to pravljice, to je bilo resnično življenje. Ampak njim najbrž vse to zveni kot nekaj, kot pravzaprav, ja, kot kakšna zgodbica iz daljne preteklosti, pa to niti ni tako, ne. V zgodovini je to nikakršno obdobje, ne. Ampak spremembe pa strahovite, ne, danes je, pač se drugače živi, vse je drugače in človek se mora seveda nekako prilagajati času, ki se spreminja. Seveda pa ni dobro, kadar se mu kompletno prilagodi. Včasih je treba pa tudi malo svoje volje obdržati, pa svojih pogledov, no. To se je dobro zapomniti. Spoštovana Milena, vi ste v gimnaziji nekako potem vedeli že, da bo vaša pot se nadaljevala v smeri igralstva. Mama vam je kupila knjigo Cvetje v jeseni, a je tako? Ja, ona mi je vedno kupovala knjige za rojstni dan. In za 12. rojstni dan mi je res kupila Cvetje v jeseni, kaj jaz nisem takrat niti pomislila, da bila kdaj igralka, kaj šele, da bila kakšna Meta, nič, ne. Nič od tega. To je bilo moje prvo srečanje z Cvetjem v jeseni in ja, zelo zanimivo, da me je v bistvu platnice knjige so me
popolnoma prevzele. Veliko bolj kot besedilo. No. Ampak to recimo še danes vidim pred sabo. Včasih se že vprašam, kaj če jaz to sam fantaziram, ampak ne, ker natančno vidim tisto knjigo, bila je toliko debela, ampak sem jo nekomu posodila. Seveda pozabila komu in je nikoli več nisem nazaj dobila. In zdaj jaz, ker mi je tako bilo veliko izvodov tega cvetja, raznih, ne, ampak te pa nikjer ne dobim in sprašujem in iščem to knjigo. Bila je to, ta me je tak neverjeten čustven naboj imela za mene. No, jaz ponovadi, mislim, mene slike zelo razburjajo, razburjajo v dobrem smislu, ne. Jaz veliko to res moram reči, no, da kar veliko tudi po svetu, ko hodim, no, jasno, vse te galerije pa to me... In če recimo bi rekla na nek način, so mi velikokrat, ne bom rekla vedno, ampak velikokrat so mi tudi pri vlogah nekako pomagale, nekako delujejo na mene, da mi odpirajo neka čustva, neka razpoloženja, ki jih... No, in ta cvetje seveda je bilo te zelene platnice, oziroma ovitek, ne, za platnice. Ive Šubic, ne, je to naredil. In tam je samo eno drevo bilo narisano, z golimi vejami, tu pa tam bil še kakšen list, ne, in se vidi, kako tisti listi padajo na tla in ena punca, to je bila Meta, ne, stoji pri tem drevesu, ampak je s hrbtom obrnjena, ne vidimo njenega obraza, vidimo to njeno obleko, bose noge, bosa stoji in eno kito ima tako dol. In mene je neverjetno tako, neverjetno je delovala name, zelo dobro. Prevzela bi lahko rekli, ne? Celo prevzela. Ja, prevzela na nek način. Če si jo še zdaj po letih, ne, tako natančno zapomnim, ni bilo pa takrat tudi najmanjše sanje, ne o Meti, ne o igri, nič. Ampak odločili sta se za precej, za tiste čase mogoče, nenavadno pot, biti igralec, postati igralka. Saj so že bili, pa že generacija pred mano, ne, recimo tudi... Ampak ni bilo tako zelo pogosto, ne? Ja, kaj pa vem. Na Jesenicah, recimo, so bili z Jesenice bil Miha Baloh, z Jesenice je bila Jana Šmit, ki je v Celjskem gledališču igrala, potem je tale Jezus oprosti mi, jaz sem že malo stara, pa mi kakšen ime, ki ga vem, ne, Čušin je z Jesenic, jih je kar, no pa Smole, to so vsi Jeseničani. Gorenci. Ja, pa eni so bili že pred nami, ne, Miha sploh. Tako da ni bilo tako nenavadno. Pa tako je bilo. Mene so že neštetokrat vprašali, kaj je bilo tisto, kar me je nagnalo v ta poklic. Jaz ne znam tega odgovoriti, ne znam povedati tega. Ampak enostavno, tudi recimo, kaj sem, na Vasi smo imeli med drugim tudi, ne, to je bilo amatersko in še zmeraj, so zelo dejavni gledališča, ampak so imeli tudi tako otroško varianto, ne. In tam smo seveda igrali, moja prva je bila Čarobna paličica od Kristine Brenkove. Ampak to nismo igrali zato, ker smo mislili, da bi bili igralci kdaj. Ne, to je bilo, pa pol kasneje, tudi smo bili malo starejši, pa folklora, pa vse to. To je bilo zato, da smo se družili, ne, to je bilo druženje, ni bilo takrat diskov, ni bilo tega, pa to nas pa res starši ne pustili, ne, cele noči okrog, pa tega tudi bilo ni, ne. In to je bilo v bistvu druženje, ne, ki je bilo spet zelo zanimivo. Takrat niti slučajno, ne, nisem tudi ne pomislila. Imela sem tako kot vsak otrok, vsak teden drug poklic, ne. Pol tam nekje v gimnaziji, ja, sred gimnazije, jaz mislim tam nekje v drugi gimnaziji, je pa ta Plenk naredil, ne. So pa že, recimo ni bilo televizije, ni bilo nič, ne. Radio sem jaz zelo rada poslušala, ko smo ga enkrat dobili. Radijske igre, literarne večere in pa sem to ponavljala za njimi, kadar so šli vsi spat. Potem se pa pojavila televizija, ne, najprej je bila to črno-bela, dolg. In en program je bil, ne, za vso Jugoslavijo.
In to je trajalo do 9, pol 10 zvečer pa konc. No, ampak vendarle, ne, se je dalo to pa nekaj drugega še videti. Tudi so se pa že pojavile te predstave, te drame, te filmi. In mi smo hodili v mladinski dom, danes se to imenuje krajevni dom, dom krajanov, in smo sedeli, kada gremo v kino. Tako stole, pritismali ekranček, ne, in smo sedeli in smo rekli, gremo na televizijo. In smo tam sedeli in smo gledali. In to je bilo doživetje, ne? Seveda, veliko, ne. In tam si pa že malo, ne, sem pa že malo več videla, kaj to pravzaprav je. No, mi smo zelo veseli, da ste vztrajali v tem in o nadaljevanju vaše igralske poti bova še kakšno rekli v nadaljevanju. Ko Mileno povprašam tudi, katera vloga je bila v vseh teh letih mogoče najbolj pisana na kožo in kako se kot igralka na vlogo sploh pripravi? Kako si zapomni toliko besedila? Čez dobre 3 minute smo nazaj. Iskreno, z Majo Oderlap. Izjemna igralka Milena Zupančič nocoj v družbi oddaje Iskreno, tudi Slovenka leta 2022 po mnenju bralcev revije Jana in seveda tudi bralcev portalov skupine Media 24. Spoštovana Milena, nekaj sva že povedali o vaših začetkih, o vašem otroštvu, potem ste se znašli v Ljubljani. Kar naenkrat človek pride nekako na odrske deske. Vi ste bili zelo dejavni tudi pri filmu. Kako se lahko človek nauči toliko besedila in brez da bi ga pozabil, oziroma kako sploh, dajte nam povedati laičnemu gledalcu, kako to gre. Najprej pri filmu, potem v gledališču. Pri filmu je, kar se teksta tiče, popolnoma enostavno. Čist nič ni težko. Ste prepričani? 100%. Jaz nisem imel nobenega problema. Razen če tako, ne, se zmotiš, ne, ali pa recimo tako, kot prej se nisem mogla takoj spomniti imena Čušina, ne. To se zgodi, ja. Ne, film se nikoli ne snema tako, kot ga potem gledalec gleda, ne. Film se snema po sekvence, se imenujejo delčki filma in znotraj te sekvence je to razdeljeno na več kadrov. To so posnetki posebni, ne. In ponavadi, mislim, ali začneš s kakšno sceno, ki je v filmu recimo proti koncu, potem naslednji dan snemaš neko sceno, ki je na začetku filma, potem enkrat v sredi, pa spet na koncu, nikoli ne gre to po vrsti, ne. To je seveda zelo veliko odvisno tudi od scenografije, ne, ker če že postavijo kamere in vse naredijo, recimo, kaj se, da bi mi zdaj šli, kaj pa vem, recimo v Goriška Brda, ne. In nekaj se tam dogaja na začetku, nekaj na sredini, nekaj na koncu, bi mi seveda najprej morali vse tam posneti, da se tam potem lahko pospravi in se na drugem mestu nadaljuje. Ampak igralec mora biti pa skozi igralec mora biti pa, to je, kar je težje pri filmu, ne. Moraš pa seveda tista včasih, ne, smo v povprečju snimali filme po 2 meseca, včasih tudi več, ne. Ampak ti moraš to koncentracijo, ker mora biti pri filmu je to najbolj bistveno, da si res koncentriran popolnoma, da seveda razmisliš, da prej veš, kaj hočeš pravzaprav povedati, pokazati, kakšna oseba si, kdo si, to moraš imeti v glavi zgrajeno, ne. In potem moraš to koncentracijo res držati zelo dolg časa, ne, 2 meseca, ne smeš se zmotiti in se zgodi, da nisi sam s sabo zadovoljen, ko začneš snemati, ne, da si nekaj nisi prav začel in ni fajn, ampak seveda je boljše, da nadaljuješ tako, kot pa bi spreminjal zdaj svoj lik, pol bi bila šele zmeda, ne. Tako da to je težko pri filmu, ne, drugače pa kaj pa v gledališču? V gledališču pa seveda popolnoma druga zgodba. V gledališču pa tudi vaje trajajo, zdaj odvisno, ne, tudi seveda od, a je to kakšna klasika, ki je, recimo nek Shakespeare zahteva več vaj, neka recimo lažja, kratka, recimo
stvar zahteva manj časa, ampak tam so pa, da jaz govorim seveda o poklicnem gledališču, ker sem le bila celo življenje po vseh gledališčih po Sloveniji, zdaj sem čisto po vseh bila sem največ v Drami, pa predtem v mestnem gledališču, pa vmes v mladinskem gledališču, potem sem gostovala Celje, Gorica, zdaj tudi Maribor, Ptuj, mislim, da Kranj, Koper, čisto povsod. In tam je pa tako, da je pa delo seveda drugačno. To traja tudi, tudi rečem povprečno 2 meseca. Da se naučite eno vlogo, eno predstavo. Eno predstavo in to so vaje, to ljudje ne vejo, to so vaje vsak dan. Mislim, dobro, kakšen dan, recimo, da ni, so vaje zjutraj od 10 pa do 2, pol 3 in potem zvečer od 7 do 10, pol 11. Če pa še zvečer predstavo, da imaš predstavo, imaš pa pač predstavo, nimaš vaje, sicer sta pa po 2 vaje in to, pol moraš pa seveda tudi to vlogo se malo doma učiti, nekateri se učijo. Kdaj pa, če je časa premalo, Ja, premalo časa je, to jaz vedno sem govorila, da tisti vmesni čas, ga je tako malo, pa da komaj čakaš, da malo oddahneš od tega dela, da bi bilo boljše imeti podaljšane vaje, ampak v večini niso bili nikoli za to. Ampak delaš, kaj druga, recimo kuhaš kosiv, pa vmes pa v glavi imaš pa vlogo. In tako jaz se nisem nikoli znala učiti na pamet in tako, tudi treba se mi ni bilo dolg časa. Ker je bilo toliko bralnih vaj, ker začne se z bralnimi vajami, sedimo za mizo, razlagamo si tekst, preobračamo, treba je besedilo urediti, akcente, lektor je ta, ki je za to zadolžen. Vse je treba, ves koncept pravzaprav in predstave in vlog v grobem je pravzaprav narejeno za mizo. Ker potem, ko se pride na oder, prva je, mi to imenujemo aranžirka, ko se približno kaj bi počel, kako bi šel, ampak je treba znati tekst, da lažje delaš. To ga pa res še čist ne obvladamo od začetka, zato imamo tudi suflerje, ki nam šepetajo, kar je zelo težek poklic. To je izjemno težek poklic, da znajo nasloviti, poslušati, slišati in v pravem trenutku reči. Prišepniti. Ja. A ste zelo kritični do sebe? Jaz? Ja. Zelo ne, najbrž normalno. Pa dopuščate kritiko, če vam nekdo reče tole popravi, spremeni? Ja, če se mi zdi, da je pametno. Če se mi zdi, da je to tako, kot tudi jaz mislim, oziroma vsaj približno tako. Če pa ne, pa ne maram, sem pa hočem to do konca se pogovoriti in če me nekdo prepriča, režiser, da me prepriča, da ima on bolj prav kot jaz, v redu. Če me pa ne prepriča, se mora pa tudi on malo premakniti. Tako da jaz ne maram, nikoli nisem hotela delati z režiserji, nisem jih imela za velike ustvarjalce, tiste, ki so, pa so bili tudi taki vmes. Torej ste malo trmasti? Ja, vse sem Gorenjka. In so oni kar naprej vse, sam dirigati petketa, pa z leve na desno, pa to boš rekel tako, ne tako. Hvala lepa za tega. To je znak za mene, je to znak slabega ustvarjalca, nesigurnega. Kako pa, ko recimo film je sploh taka vloga, kot sva govorili o Meti, recimo iz Cvetja v jeseni, ko vas ljudje si včasih predstavljamo igralca iz vloge, potem tudi igralca na cesti, na ulici. Kako to igralci, kako to vi dojemate? Jaz sem imela to srečo, da mislim, da me še vedno mi seveda, ko me zagledajo kakšni še po 50 letih, Cvetje v jeseni, na to sem se navadila in to me ne moti. Nasprotno, lahko sem samo srečna pa zadovoljna, da sem imela to priložnost, da sem sodelovala v enem projektu, ki je toliko let, toliko desetletij se obdržal in pravzaprav postal že kar ena taka
kako bi se rekli, narodno blago, bi rekli naši sosedje. Ne? Ne, to me ne moti, bi me pa seveda zelo motilo, kar se pa zelo rado zgodi, da če neki igralec, to najbolj pri filmu je to je vprašanje filma, televizije, če je recimo dober v prvi svoji vlogi ali pa še malo boljši kot dober, potem mu pa dajejo samo ene in iste vloge, istega tipa naprej in pol druga, samo eno stvar v bistvu zna in igra celo življenje. To bi bilo pa žalostno in tle sem pa jaz imela res veliko srečo, da je Klopčič, ker z njim sem največ filmov posnela, mi res, pa tudi potem drugi režiserji, da mi je v vsakem filmu dal drugačno vlogo, da me ni vlekel kot metal naprej. Ker recimo jaz se spomnim, intervjuje, pa sem brala, z njo se nažalost nisem nikoli srečala, prezgodaj umrla, Romy Schneider, ki je bila cesarica Sisi, tako imenitna, in potem so jo obsipavali s temi enimi in istimi, to je bilo trpljenje, ne? Pa ste kdaj kateri vlogi rekli tudi ne? Ja sem, to pa še zmerom. Ampak tako je, če si v gledališču v službi, zelo težko rečeš ne. Dobiš nalogo, napisan si tam pa tam, sej včasih. Ampak nisem bila te vrste, da bi kdaj rekla ne, tudi razloga nisem imela, ne. Prej ste rekli v glavnih vlogah stranski. Jaz nažalost, se spomnim, da sem v teatru samo enkrat igrala v življenju stransko vlogo. Vedno sem igrala, in imela imenitne vloge, tako da nisem imela razloga reči ne. Ne. Sem dvakrat v življenju sem rekla, pa ne bom zdaj omenjala, katere pa zakaj pa kako, ampak zdelo se mi je, da nisem si želela iz različnih razlogov to delati, pa sem pol predlagala, šla prositi, da ne bi, da bi jaz nikoli nisem šla prositi za vlogo, da mi dajmo to, nikoli v življenju, ne. Ampak dvakrat, da ne bi, da prosim, če ne bi. Bilo je enkrat, je bilo to še v mestnem teatru Otela in jaz bi morala igrati Desdemono, jaz pa nisem imela že takrat, jaz nisem bila tip, nisem marala teh Desdemon, Julij in podobnih. To ni bilo zame bolj močno karakterne vloge. Sem šla prositi, če bi me, da ne bi igrala rada Desdemone, če že moram biti v tej predstavi, da bi igrala, kako je že ime, Bianco. Bianca je pa mala vloga v Desdemonu, v Otelu, majhna vlogica proti Desdemoni. Ampak takrat so me slišali, pa mi ni bilo pol treba res ne igrati ne ene, ne druge. Ampak igralka, ki je to dobila, je bila najbrž srečna. In še enkrat sem tudi tako naredila, da sem tudi šla, to sem bila pa bolj podmukla, bom rekla. Sem pa eno kolegico, sem rekla, veš kaj, tole so se pa oni res zmotili, to pa res nisem jaz za to vlogo. Jaz mislim, da si edin ti, sem jo tako. In pol je šla, in sem rekla, pa veš kaj, pa pejt pa prav vsaj za alternacijo. In potem je bila alternacija. In je zadovoljstvo bilo na obeh straneh? Absolutno. Ja. Milena, v vseh teh letih ste verjetno dobili veliko prijateljev, prijateljic, tudi iz igralskih vrst. Ja, predvsem na novo dobljeni so bili iz igralskih oziroma gledaliških vrst. Je veliko rivalstva tudi to notri med igralci? Sploh ne. Malo ga že je, tako kot v vsaki službi, ampak to se vedno malo pretirava, da mi smo bili lahko fenomenalni prijatelji. Jaz sem bila 11 let najprej, tako, jaz, ko sem končala akademijo, sem dobila hkrati 2 ponudbi dramo in takoj in mestno gledališče. Drama je bila takrat nekaj drugega, To so bili res sami velikani tam in kje bi kakšen mlad igralec lahko not prišel. 10 let, da hodiš stacno, sem pa kaj. Ampak drama je bila drama, to je bilo res. In seveda jaz se odločim, prav grem pa v dramo. In sem šla in prvi, ki me je vzel v službo, je bil Taras Krmavner. Ampak jaz se še dosto štejem v svoj največji uspeh, da sem bila v tistih telečih letih, kako da sem bila toliko pametna. Namreč jaz
pravim, ampak da bom pa jaz zdaj tlele 10 let hodila gor pa dol. In sem po 3 dneh dala odpoved in sem šla v mesto. To je bila najboljša poteza. In sem ostala tam 11 let. No, in v tem mestnem gledališču smo bili izjemni prijatelji med sabo. Mislim, fajn smo delali, takrat je bilo mestno gledališče res vrhunsko gledališče. V jugoslovanskem prostoru govorim, ne samo v slovenskem, ker takrat je bilo še Sterino pozorje, to je bilo tekmovanje gledališč iz cele Jugoslavije, ne. To se pravi, je bilo to ne iz 2-3 gledališč, ampak iz 20 in več. In iz vsake republike je selektor izbral po eno predstavo. In mi smo bili kar nekaj let zapored vsako leto na Sterinem pozorju. Bili smo takrat v teatru in no, sami fajn ljudje. No, med drugim, recimo, ker nismo pol bili zavečno tam, takrat sem bila čas, tudi Polde Bibič, Rad Spolič, no, da ne govorim pa tam že te, ki so bili tam Dare Vlaga, Zlatko Šugman. Sigurno bom kjer ga spustila. Ja, ampak mi smo se imeli čudovito. Mi smo bili res prijatelji. In tudi nekako tudi po vajah, ki smo jih imeli zvečer, se mi nismo znali domov, nismo znali iti narazen. Pa nismo šli v neko gostilno, ampak lepo fletno smo se imeli naprej v teatru. Velikokrat do zgodnjih jutranjih ur. Malo nostalgije še po teh časih. Lepo je bilo. Mislim, da je bilo več, ne vem, saj zdaj se tudi družijo, ampak najbrž drugače, ne, kar je logično. Nocoj smo Mileno že spoznali v nekoliko drugačni luči kot močno in pogumno žensko. Kakšna pa je bila Milena kot mama? Kako je ob vsej tej bogati igralski karieri vzgajala svojo hči? To vam povemo v nadaljevanju naše oddaje. Ne odhajajte predaleč. Iskreno z Majo Oderlap. Slovenko leta gostimo v nocojšnji oddaji Iskreno in kar nekaj drobcev iz njenega bogatega življenja smo že izvedeli. Milena pa je seveda tudi sama mama in biti mama ob tako izjemni igralski karieri, tako rekoč, ni mačji kašelj. Ja, pa res ni. Ampak ne govorim samo o sebi. To bi lahko mi porabili za en cel večer, ne, ker ljudje si ne predstavljajo, kaj je biti igralka. Bog ne da sta še oba, mož in žena, v tem poklicu. To ni enostavno. Zato imajo recimo igralke, velike igralke, kar bolj pozno otroke. Tudi jaz sem bila stara takrat, za tiste čase sem bila stara, za današnje bi bilo normalno. Sem bila stara 34 pa pol, ko sem rodila. Prej nisem imela ne želje, ne potrebe, ne. In je res, ker ko si mlad, posebej pa v takih specifičnih poklicih, ne, moraš najprej dokazati, moraš se najprej nekako do publike priti, moraš priti do režiserja, moraš nekako delati. In nekako ni bilo, ampak potem pa tako, ne, ker se vsaki ženski pride tisti trenutek, zdaj pa nič drugega, ne. Tako da... Pa kako to potem unesti? Ja, to je pa potem drugo, ne. Jaz sem bila noseča, ravno ko naj bi začeli delati Svatbo Šeligovo v Kranju takrat, in zato je meni ima posebno mesto ta predstava v mojem življenju. Ne zato, ker jo je Rudi pač prav zame pisal, ampak zaradi tega, ker se je tako poklopil maksimalno igralsko, ker je bila vloga fantastična. In sem zvedela, da sem noseča, to je bila pa druga radost. In te dve sta šle vzporedno, veš, če si nobetko, katene rožice, take rahle, sem jih gojila. Ampak jaz sem, in Dušan je to režiral, je rekel, ne bo Milena igrala, hvala Bogu, Rudi je vztrajal. In jaz sem seveda to naredila, odigrala in en teden po premieri sem šla roditi. Pol je bilo malo pauze, 2 meseca ali koliko, in pa v jeseni smo nadaljevali s predstavami.
To ni enostavno. Pa zdaj govorim nasploh o igralkah mamah, ne o sebi. Recimo, jaz sem imela pa še marsikera, neskončno srečo, da je bila mama, da sem lahko šla na predstavo, pa to, čeprav sem skozi imela v mislih, ampak vendar je bila v boljših rokah kot v mojih, tisti čas. Ampak zdaj si predstavljate, tudi nosečnica, ni to tako, kot je lahko vsaka nosečnica. Ti moraš skakati, ti moraš delati na odru, vas telo drugače funkcionira, ritem srca se poveča, dihaš na drugačen način, dihaš s prepono, dihaš tako, glava mora biti skoncentrirana. Čisto fizično ni to enostavno. In potem se otrok rodi in potem pa začnejo nastopati problemi. Otrok raste, vrtci so dopoldne, drugače jih pa ni. Da ne govorim potem, ko pride šola. No in zdaj recimo sta mož in žena, oba sta v teatru, oba imata zvečer predstavo. Mi imata pa starih mam pri sebi in morajo iskati te varuške, jih plačevati, ker nihče to nič ne plača, vrtcev ni, ničesar ni. Tako da ni lahko in otroci recimo imajo počitnice, starši grejo lepo z otroci, sem, naši bogi otroci pa seveda nimajo staršev, ki bi z njimi šli. In to so velike stvari, ki lahko spravijo človeka v stisko. Ja, pa ga ne smejo. Po drugi strani ga pa sploh ne spravijo v stisko. Ampak recimo, meni je bilo najtežje, se mi zdelo, če sem bila recimo več z otrokom, doma več, sem imela slabo vest, da sem manj v teatru. Če sem bila v teatru, sem imela slabo vest, da nisem dosti z otrokom. Ampak bistveno je, da si z otrokom čim več možeš, ker leta se ne dajo prenesti. 5 let ne moreš čez 10 let imeti. To je, ampak drugače pa to, to bi vsaka mama rekla, vsaka normalna mama, jasno. To je itak največ in edini blagoslov, ki se ti v življenju zgodi, ta prav. Kakšen odnos imate danes? Hči imate, ne? Hči imam, ja, zdaj že kar precej v letih. Bi me zdaj, ko bi me slišala, kako bi me grdo pogledala. Ja, jaz mislim, da imava čist in so vedno imele pravzaprav en tak zdrav odnos. Se pravi, veliko je morala biti tudi brez mene, mislim, dokler je bila mama, ampak nažalost je moja mama zelo, zelo prezgodaj umrla. Potem je nastal problem, ki je bilo zmeraj treba nekoga, da ne bo sama. Pa po moje še bolj zaradi mene, kot zaradi nje. Saj, če je bila njena sošolka iste starosti, je bilo vse v redu, samo sta bile dve. Ja, in se spomnim, kaj je bilo pa še ne vem, če je šolo hodila. Jaz sem pa morala na kakšno snemanje, pa meni čas ni bilo. Ampak bi enkrat rekla, veš kaj, je tako fajn, ko greš, ker je tako priva, ker nazaj prideš. Ker te tako zelo čakam, ne? Ja, tako da so imele, veš, dobro, so imele kdaj tudi kakšne pripečke, ampak v bistvu, dokler so otroci majhen, si malo bolj, ko se malo zadržiš, ja, vse skrbi so itak, Moja stara mama je rekla, majhen otroci, majhne skrbi, veliko otroci, velike skrbi, pa nismo zarazumeli, zdaj pa zelo razumem, In ja, seveda, mislim, da se v resnici zelo zastopa, ampak tega si ne kaževa prav ne vem kako na široko, pa to ne. Tudi se skregati znava, seveda, hvala Bogu, kako bi bilo dolgočasno, pa z njo bi bilo najbrž kaj narobe, če bi na vse moje pristala, nekaj ne bi bilo v redu. Ja, bila je pa tako, ona, moram reči, ona se je rodila res neverjetno talentirana. Ona je prednjo šolo hodila, seveda, se je naučila, je pisala, malo je podušeno vzela, malo je pomen vzela, ne vem. Ona je pisala pesmi, vedno, ko sem jaz prišla s predstave, me je čakalo nekaj, kar je napisala, in tako, pa vse sorte zgodbice. Zdaj, nisem mogla verjeti. Pa plesala, se izmišljala plese, vse nastopala, to je bilo noro.
In zdaj, ko je nažalost Dušan umrl, pa sem potem njegove stvari da jih v red spravljam in najdem nek papir, list, tako velik, ne, in narisan Dušan. Maša 5 let je imela. Tako ga je zadela, da vsi, ki to vidijo, ne morejo verjeti. Skratka, imela je neverjetno veliko teh, res se je rodila s temi nekimi talenti, ampak potem je pa zelo hmal postavila tako debel zid med tem, kar ima, s čimer se njeni starši ukvarjajo, čist, prav tako. In je potem seveda šla študirati čist nekaj drugega, kar, ne vem, mislim, ona sama prav, da ga je polomila. Potem je diplomirala v Ljubljani, potem je šla v Washington na Johns Hopkins, tam naredila ta znanstveni magisterij, čist drugo izven tega, ne. Ona je tudi, ko je bila majhna, ni hodila v teater, mi da je tudi niso vozila, ne, tako, da bi, ne. In tudi, če smo kje tako bili, ona je rač tako naredila, da je stran stopila, da ne bi slučajno kdo mislil, da k meni paše. Zelo je bila malo samosvoja tudi, a ne? Ja, absolutno. Pol je pa začela, ko je odrasla, bi rekla, ne, pa pol iz Washingtona šla v New York, pa je bila tam v službi dolg. In sem tako 2-krat na let mi je uspel iti malo k njej, ne, in sva hodili po teatrih, tudi ona je pol začela tudi moje predstave, zdaj redno pride gledati in vse, ampak v mladosti je bilo pa bolj tako, ne, in pa imaš zmeraj malen slab občutek, da si pravzaprav malo kriv, pa ne hote, ne, ker karkoli bi si izbrala, to ni bilo tiste. Čeprav sem se vdahnila globoko, da ni šla po teh, ker ogromno igralcev ima svoje otroke med igralci. Pa igralkam pa jim ne zavidam. Ne morem si predstavljati, koliko skrbi imajo zdaj spet in koliko težav, ne, ker že zase jih imaš, ne, za svojega otroka pa 3-krat več. Če nekaj ne gre, če ni, ne, zdaj za svojega otroka vsak od nas misli, da je najboljši, a ne. Pa kakšni niso, ne. In zdaj to je pa hudir, ne. Ja, so kar izzivi, sploh v današnjih časih. No, tudi nekdaj so bili, sploh ko si starš, se pa življenje začne spet odvijati drugače. Pa še kako, ne. In koliko stvari, edino, kar je pa perfekten, ne, ko imaš enkrat otroke, ka toliko balasta odpade, zaradi katerega si se prej sekiral, ne, pol nima nobenega, ne vem, velikega smisla. To pa otroci ne znajo naučiti veliko. Res je tako. Draga Milena, zdaj ste že dobrih 10 let v penzionu, če smem temu tako reči, ampak ste še zelo, zelo aktivni, tudi na odrskih deskah. Kaj poleg igralstva, poleg vsega tega, kar smo vas vajeni, še počnete radi? Kaj bogati vašo dušo? Premalo stvari me bogati dušo, da bi bilo več takih. Ne, veste kaj, si res nimam časa za neke hobije, nasprotno, ne. Še to, kar je včasih sem več uspevala, seveda, jasno. Tudi leta malo prinesejo svojega, niso leta vedno kriva, ne. Tako je fino reči, ja, seveda me to boli, za ta leta je to primerno, ne. Ali pa, sem utrujena, ne. Ja, no. Jaz sem, kaj bi rekla, včasih sem recimo veliko v hribe hodila. Zdaj že nisem bila, da ne vem kdaj, ne. Bila sem, jaz obožujem potovanja, jaz sem res, tako rekoč, cel svet obredla, pa ne samo ogromno z UNICEF-om, ne, kot UNICEF-ov ambasador, ampak tudi privatno. In sem zelo nesrečna, ker zdaj pa že zelo dolgo nikamor nisem šla, razni razlogi, ne, različni, in mi manjka to, ratam, če dolgo nikamor ne grem, ratam kar zoprna sama sebi. Je pa res, da imam jaz, dobro, Evropa tudi, ne, se je Evropa ni tako celo obredla, ampak zame pravo potovanje mora biti ocean vmes, ne, mora biti to nekje, ker pozabim jaz ne sam na Slovenijo, na Evropo. Ampak seveda jaz ne hodim s turističnimi agencijami ali pa nekam počivati, pa v hotel ležati, pa v morje plavati. Ne, jaz hodim, ne. Malo sem se tudi seveda
razvadila, ne, tako v navednicah rečem, ker sem kot ambasador UNICEF-a hodila po res strašnih raznoraznih, ne, in še zmeraj tudi kot privatno potujem, v bistvu hodim po takih krajih in poteh. In to mi zelo manjka. Potem recimo sem bila prepričana, ne, ko bom v pokoju, bom pa končno lahko prebrala vse tisto, kar nisem, ne. Ker največ sem prebrala, dokler sem v gimnazijo hodila, takrat imaš največ časa, ne. Čeprav misliš, da ga nimaš, ne? Ja, pa mislim, ampak največ, ne, in sem res ogromen. Potem, ko se pa začneš, sem pa več ali manj brala razne literaturo, ampak vse pravzaprav nekako, kar je bilo v okviru neke vloge, ki sem jo trenutno delala. Vse, kar je bilo Povezano z delom. povezano na nek način. Tako da doma sem imela pa še zmeraj imam, pa na nočni omarici tako 3 knjige načete, pa še nobeno do konca, ker ni časa. Časopise neumno kupujem, a ne, pa jih pa nalagam, Ker jih ne preberete, ne? tudi Ni dotaknem časa. se jih ne. Čez en mesec jih ne, še ta del si dam, da moram pol to nesti na, ne. Spoštovana Milena, vesela sem, da ste si za nas vzeli čas, da ste prišli v mojo oddajo. Še lepo povabljeni, še veliko uspehov vam želimo in na odrskih deskah, in na vseh poteh, in seveda tudi dobrih potovanj in dobrih knjig. Super, hvala lepa, tudi vam zelo prijetno je bilo se pogovarjati z vami. Hvala lepa pa tudi vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Naša nocojšnja gostja sanjari o potovanjih in o knjigah, kar smo ravnokar izvedeli. Tudi vi sanjajte o čem lepem, ker sanje pač vedno pridejo z razlogom. Pa lahko noč.